Smo že pri 6. oddaji sezone, ki bo mal poletna s takima uživaškima voziloma, kot sta Mazdin Roadster in Hondin motor. Zakurili bomo električni avto in ga seveda potem tudi pogasili. Za začetek pa bo mal pustolovska, ker se je Anže odpeljal odkrivati deželo, kjer slovijo po našpičenih zobeh. V bistvu nisem hotel narediti takšnega uvoda in precej neroden je, če ti avto odpove. Še posebej takole nekje sred divjine, tukaj v bistvu tudi signala nimam, da bi koga poklical. Mislim, sklepam, da je neroden, če ti avto odpove. Meni je samo gledam ta 2,8 litrski motor. Vsi vemo, da Land Cruiser ne crkne. Ampak sem vas, a ne? A veste, koga sem pa še mnogo bolj? Zaposlene na Toyoti Slovenija. Sem prepričan, da so zdaj panično sklicali krizni sestanek. Ampak se vsi skupaj lahko pomirimo. Vse pod kontrolo. Je pa res, da sem nekje v divjini in tle okrog je en kup medvedov, tako da moram malo paziti, da me kakšen vse ne uščipne v rit. Inač, gremo na začetek zgodbe. Šest let nazaj smo se s Toyoto RAV4 potepali po Albaniji. Totalno huda dogodivščina, v bistvu si reportažo lahko pogledate na volan.si. Takrat se mi je malo zamerila edina pot v dolino Tet, ki je bila komaj prevozna. V bistvu smo dvakrat prečkali reko in se komaj privlekali do cilja. Zato imam zelo neporavnane račune in sem rekel, letos jo pa napademo z Land Cruiserjem. Bo ona že videla. No, so jo pa v tem času prenovili in asfaltirali kompletno celo. Tako da bi se zdaj lahko super peljal tam čez. In smo zamenjali lokacijo, pravzaprav kar celo državo. Zdaj smo v Romuniji. In sem že našel prvi makadam. Kakšna luža. Joj, bodo moji jezni, ko bom pripeljal nazaj čisto umazan avto. Ampak tole je toliko bolj zabavno, kot pa vožnja po avtocesti. Čeprav moram dodati, da se v bistvu Land Cruiser tudi na avtocesti zelo dobro počuti. Pri 130 na uro niti piš vetra, ni premočan, edino ta pokončna šipa spredaj kar fino nabira mrčes. Moram dodati mogoče tudi to, da imajo Romuni precej dobre avtoceste, prometa niti ni zelo veliko, avtoceste so relativno nove in pa tudi cestninni. Je pa treba kupiti vinjeto, stane 5,5 € mesečna. Priporočam pa, da jo kupite kar na bencinskem servisu, preko spleta bo 2 ali pa 3-krat dražja. Sicer ima pa Romunija veliko znamenitosti in naravnih lepot, pod katere je štejem tudi ceste, čeprav zares niso naravne, ampak pri volanu jim njih ne moramo. No, se pa voziš po naravi, evo. Vsem pa moram malo paziti na medvede, ker jih imajo v Romuniji več kot 10,000. Čeprav mi videli nismo še nobenega. Okay. Si pa težko za takšno pot predstavljam boljši avto, kot je Land Cruiser. Mislim, se jaz sem mal trapast. Spet sem najdel lokacijo, kjer so ziher medvedi, glede na to, da sem tamle videl tablo. Je pa res, da tamle čez gledam tudi kravice in upam, da bo prej napadel kakšno od njih, ne pa mene. Kakorkoli. 4 potujemo s tem avtom, skratka, cela družina in nismo imeli nobenih posebnih težav, spraviti vso robo v prtljažnik in tudi za nas je bilo dovolj prostora. Verjamem, da vas to posebej ne preseneča, ker je avto vseeno dolg skoraj 5 metrov, ampak po drugi strani je tole v osnovi hudo terensko vozilo, ne pa družinsko naravnan, zelo prostoren križanec. Pa je šlo brez težav. Moram prtljažnik pohvaliti zato, ker je lepo oglat, pa precej visok in je zato zelo uporaben. Čeprav ga ta moment niti nočem pokazati.
Tukaj zadaj sta pes in mačka, mislim moja otroka, ki se velikrat obnašata kot pes in mačka, se dela dovolj narazen, da smo nekako brez težav preživeli prvi del poti. Preko Madžarske smo se najprej odpeljali do mesta Turda, vmes smo sicer enkrat prespali, ampak to pomeni, da je za nami že okrog 1100 km poti. Vem, da Land Cruiser ne boste kupili samo zato, ker je tukaj zadaj noro veliko prostora, povem pa vseeno. In tile materiali so takšni, da se jih da fino obrisati, zaenkrat še vse skupaj nekako dobro zgleda. Vem pa, da bo na koncu poti vse zapacano. In kdo bo pucal? Ja, jaz. Prva zanimiva točka, ki jo lahko priporočam, če se boste odločili raziskovati Romunijo, je rudnik soli v mestu Turda. Precej bizarna stvar, ker je noter kar igrišče za otroke, pa jezerček, da se s čolnčki lahko pelješ. Je pa rudnik zaprt že okrog 150 let, v smislu, da zdaj ne kopljajo več soli in je odprt v bistvu samo za nas turiste. Precej zanimiva stvar vseeno, ker se spustiš 112 metrov globoko pod površje, pa notranja temperatura je med 10 in 12 stopinjami, kar hudo paše v teh dneh, ko imamo tukaj skozi 37 stopinj. Mislim, večino dneva, potem pa kar od nekod prinori nevihta, zadnjič je podrla ne vem koliko drevja in se potem ozračje ohladi. Meni paše. Ko boste ravno na tem koncu Romunije, priporočam še obisk mesta Šegešvar, kjer se je rodil grof Drakula in je pod UNESCO. Pa ne zaradi tega, ampak zato, ker je mestece res simpatično, z gradom na vzpetini in z mnogo prijetnimi restauracijami. Za večerno sprehajanje je Šegešvar skratka zelo prijeten. Evo jo, lep pozdrav z najbolj znane ceste v Romuniji in v bistvu ene najbolj znanih na celem svetu. Transfagarašan. To je druga najvišja cesta v Romuniji, gradili so jo med leti 1970 in 1974, seveda po ukazu Nikolaja Čaušeska, kot odziv na invazijo Čehoslovakov nekaj let predtem, pa so potem hoteli imeti hitro vojaško povezavo takole čez gore. Vem, dolgočasna statistika. Se pa cesta dvigne na več kot 2 jurja višine, pogledi okrog so totalno nori in dejansko totalno huda tudi ta cesta s svojimi neštetimi zavoji, ki izgledajo, kot da se je nekdo potrudil narediti vse skupaj čim bolj vozniško uživaško. 6600 ton eksploziva so potrebovali, ko so jo gradili, uradno je umrlo pri gradnji 40 delavcev, neuradno pa še veliko več. Kakorkoli, vsem skupaj hvala za ta neverjeten gradbeni dosežek. Pred leti sem se že vozil po tej cesti Transfagarašan in to s precej dinamičnim avtomobilom, ampak je bila takšna megla, da nisem videl niti 50 metrov naprej. Danes imam malo več sreče, sicer vmes malo pada dež, tudi lovi me megle z doline gor, ampak zaenkrat je vse pod kontrolo, tudi z dronom sem uspel kar veliko leteti, tako da si lahko pogledate te lepe posnetke. Jaz vam pa ta čas lahko povem kakšno stvar še o tej cesti. V bistvu je Transfagarašan dolga 150 km, seveda ni vsa tako lepa kot tale del tukaj, ki je daleč najbolj zanimiv. Vmes se boste peljali skozi najdaljši predor v Romuniji, dolg je malo manj kot 1 kilometer, na drugi strani vas pa potem čaka lep pogled na jezero Baleja. Je pa Transfagarašan običajno zaprta od oktobra pa do konca junija, tudi to upoštevajte, ko boste planirali svojo pot, da se ne boste obrisali pod nosom. Razgledi pa nima smisla, da jaz čakam, sami jih pogledajte. Ko smo se naveličali gora, hudih cest, nore narave in podobnega, je spet prišel čas, da obiščemo dom Drakule. Nekaj ur proč od ceste Transfagarašan je namreč grad Bran.
No, če smo že obiskali mesto, kjer se je rodil grof Drakula oziroma Vlad Tepeš, pa še grad, kjer je bil. Tole je najbolj turistična točka celotne Romunije. 3000 ljudi pride sem vsak dan oziroma milijon na leto. Zgleda kar hudo, ne? Tale prehod sta pa slučajno odkrila dva delavca, ko so prenavljali vse skupaj, ker sta se skregala stepla in je en porinil drugega tako močno v steno, da se je naredila luknja in so našli tale skriven prehod. Brez obiska Bukarešte ne gre. Glavno mesto Romunije ima le nekaj manj prebivalcev kot cela Slovenija, kar pomeni, da v njem živi skoraj 10% vseh Romunov. Je kulturna prestolnica in mesto z najdaljšo ulico na svetu. Bulevard Uniri ima kar 3500 metrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot pariški Champs-Élysées. In tukaj je tudi ena največjih in tretja najtežja stavba na svetu. Parlament oziroma Palace of Parliament. Če boste brskali po internetu, boste opazili, da je tole druga največja upravna stavba na svetu. Večji je še Pentagon, pravzaprav je to tretja največja stavba na svetu, ker jo je leta 2019 prehitela še ena upravna stavba na Kitajskem. Ogled ni prav poceni, traja kakšno uro, v tem času si boste ogledali pa samo 2% celotne površine, ampak ogled vsekakor priporočam. Pa spodaj so rovi, ampak teh pa si ne boste mogli pogledati. Baje vodijo samo par 100 metrov daleč, če bi imel gospod Ceausescu takrat več časa, bi jih pa speljal vsaj do letališča ali pa še kam dlje. Okej. Bukarešte ne smete zapustiti brez obiska njihovih term. Vem, mogoče ste podobni meni, pa vam terme niso posebej všeč, no te vam bodo, ker so totalno hude in noro velike, v bistvu z največjim kompleksom toboganov v Evropi. 17 jih imajo tamle zadaj, skupna dolžina 1700 metrov. Če imate mularijo s sabo, jih je nujno treba sprobati. Evo, mi smo se jih lotili zgodaj zjutraj, ko je še totalen mir in nikjer nikogar, se pa pol folka nabere, seveda. Evo, pokaže ta posnetek. Evo, spet se oglašam nekaj dni pozneje, vam čas leti še hitreje kot meni, ampak se imamo toliko fino, da sem skoraj pozabil povedati še kaj o avtu. Če malenkost ignoriram ta opozorilnik na mojo zbranost, ki piska vsakič, ko za dobro sekundo pogledam nekam v stran in to me malo moti, evo ga, se mi avto zdi naravnost perfekten. Niti ene najmanjše težave ni bilo na poti, mogoče se mi je dvakrat v Bukarešti na tistih ozkih ulicah zdel malo okoren, ampak po drugi strani so mi pa ti ogromni gabariti všeč, ker na cesti deluje kar malo strašljiv in se potem ostali avtomobili držijo malo proč, da jih ta tank ne bi zadel. Porabo imamo malo na 9 litrov, vse gorske prelaze in grde podlage smo prepeljali brez najmanjše težave. Vmes smo se zapeljali tudi na eno razgledniško točko po res grdi podlagi, ker se hotel, da uživa tudi Land Cruiser. In če se mi je pred potjo zdelo, da bo preveč terenski za takšen podvig, se je odkupil s svojo enostavnostjo. Evo, zdaj nas čaka samo še obala Črnega morja, takole izgleda, zato lahko v bistvu strnem nekaj misli glede same Romunije. Če obožujete naravo, je noro zanimiva. Jaz vem, da bom sem še prišel brez otrok, da se bom lažje izgubljal v gorah in na planotah, no če bi radi potovali z družino, jo pa prav tako priporočam. Niti enkrat se nam ni zazdelo, da smo kje ogroženi, da je kje nevarno, pravzaprav so ljudje bolj odprti kot pa na primer v kakšni Albaniji. Tudi nasploh je država infrastrukturno bolj napredna. Romunija je sicer med vsemi evropskimi državami prometno še vedno na zadnjem mestu, 77 ljudi na milijon prebivalcev umre na cestah vsako leto, je pa tudi ta številka padla za 20% v zadnjih 5 letih, ker so se vozila modernizirala in pa manjka še nekaj modernizacije pri sami infrastrukturi, predvsem pri avtocestah. Mogoče še to. Prav veliko električnih avtomobilov nisem videl, sem pa videl nekaj električnih avtobusov. Evo, vsaj javni promet gre na štrom.
Tudi ljudi na vozovih sem videl v bistvu dvakrat, lukenj na cestah ni nič več kot pri nas. Včasih edino računajte, da bo pot med dvema lokacijama vzela več časa, ker ni avtocestne povezave in se potem truma ljudi vali po teh normalnih cestah, zato pa potem včasih za 200 km potrebujete 4 ure. A ja, še cene mogoče. Gorivo stane v bistvu toliko kot pri nas, prenočišče in hrana so pa 20 oziroma 30% cenejša. Njihova najbolj značilna so čorbe in jedi na žlico, pa mič, nekakšni veliki čevapi. Skratka, boste našli nekaj zase, midva s kruzarco pa šibava na pranje. Jaz v morje, ona pa v kakšno avtopralnico. A vidiš, tega si pa jaz ne bi upal, ker imajo preveč smrtnih žrtev na cestah. A dej ne pretiravi, a v Aziji te pa nič skrbel. Dobro, takrat nisi niti poštudiral na to. No, vidiš, čist okej je, če si seveda previden. A medveda si videl kakega, ker baje se je folk letos dol vozil sam zaradi medvedov. Ne, sem jih iskal, pa nisem nobenega videl, se imamo medvede tudi pa ne. Sem pa v bistvu srečal policista sred goščave, ker se je med delovnim časom šel malo odmakniti, pa spočiti s svojim avtom. Okay. Jaz sem pa iskal hudo lokacijo, kam bom postavil Land Cruiser. Pa ti kaj rekel? Res divje zgledal. Ne, se je bilo njemu bolj neroden kamen. Okay. Od Anžetovega poletnega dopusta pa do testa idealnih poletnih vozil za vse, ki imate radi veter v laseh. Dar, pri tebi to ne prije upoštevam, ampak ne. Moje roke vsako leto držijo volanske obroče okrog 200 različnih avtomobilov. Dragih, cenejših, velikih in okornih, ali pa majhnih, pa udobnih, športnih, nekateri so celo brutalno hitri. Ampak skoraj vsako leto je z mano tudi en avtomobil, ki ni hiter, ni prostoren, tudi ni posebej drag, pa se za njegove ključe v uredništvu borimo vsi. In letos sem zmagal jaz. Mazda MX-5 je najbolje prodajen roadster vseh časov, ampak to najbrž že veste. V tej zadnji generaciji so jo lani malenkost prenovili, ampak so spremembe toliko zanemarljivo majhne, da jih že Anže lani ni posebej omenjal, pa se je rajši zapeljal čez en hud cestni prelaz in seveda pozabil narediti posnetke, ker je toliko živo. Po svoje je težko razložiti, zakaj je ta avto toliko fenomenalen, če mislite, da je vse v moči, ker s konjenico se tudi ne more pohvaliti. Ima samo 132 konjev, torej manj kot 100 kW, pa je tudi to dovolj. Ampak znam razložiti, v čem je finta tega avta, ker je toliko majhen, lahkoten in okreten, ponuja tiste prvinske občutke med vožnjo, ki jih danes ne ponuja skoraj noben drug avtomobil več. To je kot malo bolj udoben gokart za cesto, ko minimalno premaknem volan, gre avto tja, ko pritisnem plin, se motor takoj odzove, ko zaviram, vem, da se bom ustavil in ko zavijem, vem, da bo šlo. Seveda MX-5 ni avto za dirkanje po alpskih prelazih, za kaj takšnega je boljši Alpine A110, s tem pa boste uživali. Lahko v dinamični vožnji, lahko pa tudi v umirjeni vožnji z vetrom v laseh, če jih imate. Anže ne ve, kaj je to, ker jih nima. Ampak tako lahkotnega avta praktično ni več med novimi, zato je še vedno najboljši na svetu. Križanci, kaj je že to? Ja, križancev med avtomobili v našem uredništvu res nimamo posebej radi, sem pa našel en motoristični križanec, ki je pa naravnost fantastičen. Pa očitno sem zdaj že v tistih letih, ko me malo baše kriza srednjih let in je treba pokazati še kakšen motor, ampak vem, da nisem edini. Evo, že naš Matej je na enakem, ker je zdaj postal motorist. Tole je Honda XADV 750, skuter oziroma motor v obliki skuterja, ki je en tak super motoristični multipraktik, zato so jih pri Hondi prodali že več kot 76 000. Edino to se mi ne zdi mogoče fair, da sem na tega namestil 3 kovčke, ker imam tukaj pod sedežem dovolj prostora za čelado, skupna prostorina teh 3 je pa najbrž večja kot pa meri prtljažnik v Matejevi Mazdi. Ja, ti ne moreš peljati pa to, ja. Tole je v bistvu super stroj za vse tiste, ki bi imeli motor, ampak ga prav zares ne bi imeli, recimo mene.
nočem predstavljati in če mi je ročni menjalnik v avtu, kot je Mazda MX-5 zakon in v bistvu nujen, na motorju oziroma na skuterju, tega nočem početi sam. Tukaj imam dvosklopčni samodejni menjalnik, ki v bistvu vse naredi namesto mene. In to je tudi motor za vse tiste, ki nočete neudobno sedeti, se držati nekam naprej ali pa imeti slabo vetrno zaščito. Ta obvlada vse in ker je tudi malo bolj terensko robusten, je primeren še za kakšen makadam, saj oznaka XADV pomeni, da je adventure, čeprav prav zares ni tako kot ta hudi adventure motocikli. In podobno kot Mazda, tudi ta ne poka od moči, sta si pa motorja karakterno totalno različna. V Mazdi se motor rad vrti in takrat zadiha s polnimi pljuči, tole je pa bencinski motor s karakterjem dizelskega. Kup navora že pri nizkih vrtljajih, skupaj malo manj kot 60 konjičkov in preden rečete lastniki cestakov, mojih ima 150, zgrešili ste bistvo. Takšen XADV da 100 pospeši v okrog 5 sekundah, kar pomeni, da vsekakor ni počasen, ponuja pa kup navora vedno in povsod in je krasen za kruzanje. Ja, zdajle v 6. ni panike. To je zakaj ti kažeš motor v mojem testu Mazde? Lej, če se je na računu nabral neki evro in bi rad imel stroj za uživanje, so alternative tudi na 2 kolesih. Ni jih ful velik, so pa, samo to sem hotel reči. Daj mi to zdaj zaprobati. Ja, imaš čelado? Ne, valjda imaš kakšno klenot v teh 5 kufrih, ne? V bistvu sploh ne vem, nisem niti odprl še. Veš, kaj sem res pozabil, ne? Kapo, pa imam spet cel žgan tlele. Ja, lahko ti posodam čelado, pa grem jaz kaj na kavo. Daj, da posnamem. Ja. Ti praviš veter v laseh, ampak na motorju imaš čelado. Pa dobro, to se tako reče, no. Drugače pa novosti na naših cestah. SsangYong, ne, KGM Torres. To si se pa nalaž zmotil, ne? Ja. Sej isto kve, ampak res je. SsangYong se zdaj po novem imenuje KGM, njihov prvi model pri nas je pa prenovljeni Torres. V bistvu tudi prvi hibrid te korejske znamke, tale še posebej dobro izgleda, ker je Black Edition. Sicer je pa to velik SUV s 703 litrskim prtljažnikom, motor je 1,5 litrski turbobencinski, skupna sistemska moč 150 kW oziroma 204 konjički, no hibridni del pa lahko deluje usporedno ali pa zaporedno. Ja, to pomeni, da lahko bencinski motor ali proizvaja elektriko ali pa pomaga elektromotorju poganjati kolesa. Si pil brihtol, ne? Ja. Ja, no. Poraba ne bi bila vsaj tretjino manjša kot pri klasičnem, pa na mednarodni, ko sem se jaz z njim vozil, je res v bistvu malo pil. No, druga novost pa je pri nas DS number 8. Kaj pa number 4? Oba sta že pri nas, jo je pomagala razkriti Tina Maze. Gre pa to za eno tako veliko prestižno zadevo, sploh ne vem, v kateri razred bi ga umestil, ne, to številko 8. Ali to limuzina, ali to križanec? Ne, križanice, ja. Dobro, torej ta križanec lahko poganja ali en elektromotor ali 2 elektromotorja, na voljo sta 2 bateriji in sta veliko lahko po VLTP prevoziš celo 750 km, ba je na avtocesti celo več kot 500. Bomo seveda vse s pridom preskusili, ne? Notranjost je pa taka fancy, še posebej pa mi je všeč volan s kraki v obliki črke X. Veš, to tudi mene zanima, kako se obnese. Sicer pa tudi ta je nov Link & Co 08. Evo, še na 8, ko imenu. To je pa kar konkretna zadeva, ne? Ja, 4,82 m je dolg, je pa to priključni hibrid z izjemno veliko baterijo. 39,6 kWh ima in po VLTP lahko prevozi 200 km. Dost za cel mesec za nekatere. Drugače pa tudi 1,5 litrski turbobenciner, kjer je sistemska moč lepih 257 kW, kar je 345 konjev. Ja, velik avto je to zmogljiv, lahko vleče tudi 1600 kg prikolico. Dar, to je spet podatek, ki je pomemben sam za našega Mateja, ki skozi vlači tisto prikolico okrog. Drugače pa Matej zdaj na Kitajskem, da preveri, kaj so spet ušpičili v deželi tam daleč na vzhodu. V nadaljevanju boste videli, kako smo pogasili električni avto, ki smo ga najprej zažgali, je bilo vroče, je bilo zelo smrdeče, še prej pa kratki testi. Šel s prikolico na Kitajsko? Mislim, da, ja. Še veliko več testov najdete na volan.si v rubriki Testi, za začetek pa je Anže testiral MGO HS, ki ima predvsej veliko baterijo, pospravi 21,4 kWh elektrike, zato lahko v teoriji samo na elektriko prevozi tudi 100 km. In to je dobro, ker s tem priključni hibrid dejansko dobi smisel, ostale lastnosti so pri takšnih avtih vedno slabše, ko govorimo o vožnji.
Avto je skoraj 200 kg težji, zato je tudi slabši v ovinkih, pa manj udoben je. Ni pa v tem primeru razlika tako očitna, da bi večino sploh motila, ker boste raje uživali v tihi električni vožnji. Napolni se z do 7 kW, tako da je baterija na polnilnici polna v 4 urah. Malo manj mi je v bistvu všeč, da se vsa motorna moč prenaša samo na sprednji kolesi. Sistemska je tukaj 200 kW oziroma 272 konjev, zato se sprednji kolesi hitro zavrtite v prazno, če ne boste nežni pri speljevanju. In vsa ta moč še vedno ne pomeni, da je avto dinamičen. Sicer pospeši od 0 do 100 v 6,8 sekunde, ampak to je za naravnost. Ovinke pa jemljite z rezervo, ker se preveč čuti masa in tudi nagibanja je veliko. Še enkrat, avto za umirjeno in tiho vožnjo. Lahko bi imel še zmogljivejše 11 kW polnjenje, manj tečne asistenčne sisteme in bolje delujoč radio, vse ostalo pa štima, zato si je na volan.si prislužil oceno 4:0. Hyundai Bayon je še en tak zanimiv avto, ki so ga Južnokorejci rahlo prenovili, ampak res rahlo, ker nas še vedno moti trda plastika v notranjosti in monotona armaturna plošča, ohranja pa ogromno pravih stikal. Pa mogoče še najbolj kul stvar, da Bayon kljub kompaktnim meram ostaja prostoren avto. Spredaj se sedi super, zadaj prostora dovolj tako nad glavo kot pred koleni, samo za stopala ga je mogoče malo premal, ampak ni prehudo. Tudi prtljažnik je s 411 litri velik in oglad, z možnostjo postavitve police za zadnje sedeže pa je lepo uporaben. Bi imel pa sam še sredinski naslov. Ker je Bayon samo 5 cm višji od modela i20 in ima ob tem samo 2,5 cm večjo oddaljenost od tal, prepriča tudi na cesti. Podvozje je nastavljeno bolj na čvrsto, zato se ne ustraši niti kakega hitreje odpeljanega zavoja, je pa res, da se bo večina z njim vozila umirjeno. Litrski turbobencinski trivaljnik na papirju res ne obeta veliko, ampak je 74 kW, torej 101 konjiček dovolj. Poraba je malo pod 7 litri, Bayon pa še je vedno zelo prijeten avto, zato si je na volan.si prislužil dobro oceno 3,9. Če vas bolj navdušuje elektrika, pa bo mogoče za vas bolj primeren Ford Puma Gen E. Ta električna generacija zelo priljubljenega križanca je idealna kot drugi avto pri familiji. Izgled ni bistveno drugačen od klasične, ima pa zelo uporabna prtljažnika. Ja, zadnji sprejme 523 litrov, sprednji pa 43. Uporabno. Starejša in nenamenska platforma ima svoje omejitve. V trebuhu je lahko samo manjša baterija, ki ima za vožnjo rezerviranih dobrih 43 kWh elektrike, za premikanje pa je kljub temu zadolžen kar zmogljiv elektromotor, ki ponuja 124 kW moči, torej 168 konjev in 290 Nm navora. Električna Puma tako do stotice skoči v okroglih 8 sekundah in doseže hitrost 160 km/h. Avto je tudi slabih 300 kg težji od bencinskega brata, zato seveda ne grize tako dobro čez ovinke, ampak vseeno bolje kot sem mislil. Malo je nagibanja karoserije, ni nepredvidljivega odnašanja zadka, je pa malo manj udobja, ker na slabih podlagah bolj pretresa in tudi ležečih policajev ne mara preveč. Ampak v praksi je porabil okoli 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da se je dobro izkazal in je bil doseg kljub majhni bateriji okoli 300 km, če sem večinoma vozil po mestu in okolici, kjer takšna Puma itak najlepš prede. Ocena na volan.si 3,9. In ko smo ravno pri elektriki, tole vem, da vas bo še kako zanimalo, pa sploh ne samo tistih, ki vozite električne avte. Človek bi rekel, čisto en navaden dan v pisarni, a ne pa čisto en navaden avto. No, ni. Ja, danes smo na enem prav posebnem dogodku, kjer smo zažgali električen avto. To pa zato, da pokažemo, koliko so v resnici nevarni ali pa koliko so bolj varni. Jaz že raj stran, zato ker tole še zmeraj ful smrdi. Se je pa začel zelo zanimiv. Danes smo želeli pravzaprav povedati dvoje. Prvo je, da ovržemo mit, da električni avtomobili se kar užigajo, da to kar gori ko bakla in da se to ne da pogasiti. Moramo vedeti, da prvič so električni avtomobili zdaj na trgu že toliko časa, da se tudi tehnologija baterij spreminja. Da tisti ogenj v prvih baterijah je bil drugačen, kot je ogenj danes. Ugotovili smo tudi, in to se mi zdi tudi pomembno sporočilo, da v bistvu
tehnologija gašenja, gasilci, če tako rečem, tečejo vzporedno z razvojem tehnologije električnih avtomobilov. Se pravi, kakor se spreminja, to se spreminja tudi način gašenja. Drugo, iz mojega zornega kota gledano, pa še bolj pomembno sporočilo pa je, da v bistvu lahko napovemo prihodnost. Pred natančno 120 leti so se ljudje takrat spraševali, a bo več avtomobilov na bencin, na elektriko, ali pa takrat so bili v igri tudi še na paro. In za bencinske so govorili, ne, to vprašanje, ker to so v bistvu goreče bakle na kolesih. Tako pogosto so goreli. Danes nimamo vprašanja, mi natančno vemo, da bo v Sloveniji vedno več električnih avtomobilov. Ko pomislimo na požar električnega vozila, si pogosto predstavljamo neko hudo prometno nesrečo. V resnici pa je ravno nasprotno, saj se največ požarov zgodi ravno med samim polnjenjem, torej v domači polnilnici oziroma nekih javnih podzemnih, nadzemnih garažah. In ravno tam so posledice veliko hujše, ravno iz tega razloga, ker požar preskoči na sosednja vozila, na objekte. Vemo, da v garažah hranimo razna baterijska orodja, do posodic z gorivi in tam so posledice veliko večje. In iz tega razloga moramo ustrezno avto vzdrževati moramo samo polnilno infrastrukturo in pa seveda se ustrezno zavarovati. Delno je odvisna tudi kemija same baterije, ampak bolj pomembno je, ali je baterija prazna ali polna. Se pravi, več kot je energije v bateriji, se pravi, če je 100% baterija napolnjena, potem je tudi požar zaradi same energije večji. Danes v bistvu tehnologija, ki je, ko v bistvu že se aplicira, se pravi, so solid state baterije z trdim elektrolitom. Te baterije ne gorijo in imajo skoraj, bo rekla, 100 let življenjske dobe. Mi še danes nimamo pravzaprav dobrih požarnih preizkusov sodobnih električnih vozil. Šele zdaj, bom rekel, nekako Evropska unija začenja prve projekte, kjer se bo kurilo nove avtomobile. In dokler nimamo tega testiranja v laboratorijih, zdaj, bom rekel, podatki z nekimi nadzorovanimi parametri, mi težko napovemo karkoli. In enako je pri predpisih. Pogosto doreče, torej, pa dajmo predpise zamenjati. Predpise je težko zamenjati, če nimaš neke tehtne osnove. In to je zdaj, bom rekel, nekako paralelno. Teče, ampak teče mogoče nekoliko počasneje, kot bi človek hotel imeti. Ja, no. Sicer stal je še, volan tudi, tako da mogoče bi šlo, samo ne vem, če bi se odpeljal z njim dam. Predvsem zaradi tega, ker ful smrdi. No, da ga smo pokazali. Jaz sem vedno mislil, da ga moraš dejansko potopiti v vodo in čakati 3 dni, pa so pokazali, da se z medijem da to kar hitro pogasiti. Zanimivo. Če pride do požara, je izredno problematično zaradi visokih temperatur izpuščanja plinov pogasiti tak požar. Naš edinstven vedi Bompet pa ima ta možnost endoternega reakcije ohlajevanja in ker smo endoterno reakcijsko ohlajevanje naredili na bateriji, ni moglo priti do ponovnega vžiga. Tudi v primeru, ko je plin še izhajal, kot ste vi videli, je prišel zraven z gorivo za to, požar se je trenutno ustvaril, vendar, ker je bilo dovolj našega medija, ni bilo treba nič dodavati, je dejansko, ker je naša tekočina delala svoje. Ta tekočina je na bazi vode, v kemikalije, ki se uporabljajo, so vse v prehranski industriji, je zelena in neoporečni proizvod. Razlika je pa glih v tem, da naša tekočina s tem, da gasi, tudi endoterno ohlaja goreče snovi, zaradi tega ne more priti, ker ni več izvora ognja, ne more priti več do pobega požara ali pa do ognja. Kar smo želeli povedati in iz mojega zornega kota zelo pomembno sporočilo pa je, velika dodana vrednost električnega avtomobila za vsakega uporabnika in tako tudi Slovenca je, da ga bo lahko polnil doma. In ko razmišljate o tem, da bi kupili električni avto, ne pozabite na to, da preverite, kakšna je doma električna napeljava, kakšno polnilno mesto boste naredili, zato ker večina ljudi ima danes v Sloveniji hiše, ki so zelo primerne za vse tiste, ki razmišljajo o tem, da bi imeli električni avto, iz 70-ih, 80-ih let. Elektrika tam dela zdaj, ampak ko pa enkrat priključiš gor avto, je pa treba to preveriti, ker napoved naša je za prihodnost. Če tega ne bomo naredili, potem bo gorel v hišah, ne avto, ampak napeljava. Ja, tehnologija se bo tudi tu izboljšala, ni nobenega dvoma, vi pa poskrbite, da bo tudi domače omrežje poštimano, kot mora biti. Naslednji teden pa boste videli en čist nov avto pri nas. Forting U-Tour, oziroma U2, Anže, kot me je na heca, sem mislil, da za U2 pride k meni.
Matej je bil v Španiji na eni zanimivi predstavitvi Lexusa LBX, kjer so ga še posebej razvajali. Vozili smo električna Forda e-Tourneo Courier in Custom, testirali Audi A6 in Renault 5, skratka vsebine koliko češ. Poleg na spletni strani volan.si nas najdete tudi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!